Menopavzo ste že slišala, ne? Ste? Dobro. Kaj pa moška menopavza? Tako je, tudi vi moški s časoma pridete do stanja, ki je podoben menopavzi. Reče se mu andropavza. Ne, res. Aha. Zakaj vam to razlagava? Pred časom je k meni prišel prijatelj in malo pojamral o težavah z utrujenostjo, mišično debelostjo, izpadem las in tako naprej. Rekel je tudi, da ima vedno slabše libido in da ni zainteresiran, da se veste zakaj. In ker se mi v laboratoriju veliko ukvarjamo s hormoni, se takoj posumil, da ima najbrž nizek testosteron. In če nam res začne primanjkovati testosterona, potem pridemo do andropavze. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Tukaj veliko govorimo o hormonih in tudi danes je tak video. Dajte se že na začetku naročiti, pa stisnite nam like, zato da ne boste pa pozabili. V današnjem videu boste izvedeli, kaj je andropavza, zakaj pride do nje, kakšne znake povzroča in kako si lahko pomagamo tudi sami. In pa še en razlog, zakaj govorimo o tem. Moški včasih ne radi priznamo, da imamo določene težave, sploh če so te težave v spadanci. Ampak te zadeve se da odpraviti ali pa saj zelo umeti. Zato lahko o tem mirno spregovorimo. Morate pa vedeti tudi to, da je situacija čisto normalna in naravna, zato se nič bati, pa tudi ne vas biti sram o tem govoriti. Ok, andropavza. Beseda izvira iz grške besede andros, kar pomeni moški, in pausis, kar pač pomeni konec. Zato je že iz tega razvidno, da gre za rezultat postopnega padca moškega spolnega hormona testosterona. No, testosteron spada med tako imenovane androgene hormone, kar je skupni izraz za moške hormone, ki so odgovorni za moško spolnost in v starogrščini pomenijo v bistvu stvaritelji moški. In ena izmed primarnih nalog testosterona je namreč spolno razločevanje med moškim. Kako je lahko težko zamenjati en brisavc? In pa žensko. Aleša, pa si prepričan, da boš zamenjal brisavc? Koncentracija in učinka testosterona je odvisna od, a se bomo razvili v moškega in pa žensko. In to razlikovanje hormonov se začne že v maternici. In do izrazitega povišanja testosterona pride v zadnji tretjini nosečnosti, nato pa se za več let spusti na neko nizko raven. V začetku pubertete pa testosteron začne spet naraščati. In v zaključku pubertete imamo tudi najvišji testosteron. Testosteron je torej odgovoren za krepitev moških lastnosti, kot so moč, energija, spolnost, no pa tudi splošno zdravje. Mogli ste pa na primer peš v trgovino, ne z avtom. Sam ne pol fantje pripraviti punce do tega, da morajo ona nositi vrečke. Testosteron poskrbi predvsem za izgradnjo mišic, razgradnjo maščobe, zavira razgradnjo kosti, dviguje tudi samozavest, omogoča pa tudi normalno spolnost. No, naštete naloge so v bistvu vse zelo pozitivne, tako da nam je takoj lahko jasno, da bo pomanjkanje testosterona negativno vplivalo na naše zdravje in pa počutje. Ja, in to pomanjkanje se ne zgodi kar naenkrat. Proces se pravzaprav začne že nekje po končani puberteti. Ko raven testosterona pač normalno pada, ampak počasi. In brez resnejših posledic to traja nekje do 30. leta. Potem pa se serijski testosteron začne zniževati vsako leto za približno 1%. Po 40. letu starosti pa je upad že nekje 1,6%. In simptomi pomanjkanja testosterona se tako moški največkrat srečajo nekje med 40 in 50 letom. V starostni skupini nad 60 let pa se ocenjuje, da je pomanjkanje testosterona prisotno pri več kot polovici moških. No, problematično je pa predvsem nekaj, kar opažamo tudi mi v laboratoriju, in to je, da se s pomanjkanjem testosterona srečujejo vedno mlajši moški, premladi. Ok, kako pa veste, a vas muči ta grška zadeva? No, če se soočate z andropavzo, boste opazili najprej spremembe v počutju. Zdaj se vam bo, da ste precej hitreje utrujeni, da niste več tako poskočni kot nekoč in pa da ste hitreje brez energije. Zaradi pomanjkanja testosterona boste opazili tudi izgubo mišične mase. In to gre lahko v dve smeri. Lahko opazite, da vam mišice se zmanjšujejo, ali pa da na fitnessu zelo težko dobite nove mišice. In prav tako se bo začelo nabirati maščevje, kar je predvsem zoprno za vse tiste, ki ste bili vedno fit. Od vseh znakov andropavze pa je naslednji najbolj zoprn. Sploh, če prej nikoli niste imeli teh težav. To je izguba libida. Pojavljajo pa se lahko tudi motnje erekcij in splošno nezanimanje za akcijo. No, ker pa testosteron vpliva tudi na delovanje možganov, se ob pomanjkanju pojavi tudi zmanjšana zbranost, energija,
Ja. To so lahko motnje koncentracije, lahko pa tudi občutek tesnobe, depresivno razpoloženje, razdražljivost, motnje spanja in včasih tudi vročinski vplivi. To je pa že kar podoben menopavzi, a ne? Ja, zmanjša se pa tudi telesna poraščenost, pa tudi koža postane bolj tanka in pa suha. Lahko pa pride tudi do slabokrvnosti. Seveda ni nujno, da vas bodo doleteli vsi ti simptomi andropavze. V kolikšni meri pa boste doživeli te simptome, pa je odvisno tudi od stresa in načina prehranjevanja, količine telesne vadbe in pa izpostavljenosti strupenim snovem v okolju. To so tudi hormonski motivci, o katerih sva že govorila. Hormon testosteron se v telesu pojavlja v različnih oblikah. Imamo ga vezanega na molekulo SHBG ali pa albumin, potem pa imamo prostega in še neko drugo obliko dihidrotestosteron. No, ker imamo pa toliko različnih oblik, je pa včasih pomanjkanje testosterona kar težko diagnosticirati. In vezane vrednosti testosterona, dihidrotestosteron pa količino SHBG-ja lahko pomerimo iz krvi. Proste vrednosti testosterona pa bomo pomerali iz sline, če temu smo pa že govorili. In s temi vrednostmi potem dobimo informacijo o hormonalnem stanju, ki lahko potrdi ali pa zavrne nastop andropavze. Ni pa testosteron edini hormon, ki upade v andropavzi. Znižane bodo tudi vrednosti hormona DHA, ščitničnih hormonov in pa prognerona. Tako da ni treba kar takoj pokupiti vseh onih tabletk, ki jih prodajajo na zadnji strani časopisov. Dajte mogoče najprej pomeriti situacijo, da vidite, kje ste in da ugotovite, kakšno je vaše hormonalno stanje. Predvsem pa dajte svoje težave zaupati osebnemu zdravniku, prijatelju ali pa ženi, ker sploh ni treba, da trpite za tem, če se pa da pomagati. Zakaj? Zato, ker na podlagi ugotovljenega hormonalnega stanja se potem da tudi pripraviti ustrezno terapijo, ki vključuje na primer bioidentične hormone, ustrezno prehrano ali pa samo spremembo plana vadbe. Tako kot sva rekla, andropavza je naravna in pričakovana zadeva, če se vam ne zgodi ravno že v 40. letu. Ker so pa danes 40., nova 30., res ni nobene potrebe, da bi trpeli zaradi nečesa, če se da pomagati. Kako? Z dvigom testosterona. In kako si lahko dvignete testosteron naravno, pa bo predstavljal v enem izmed naslednjih videoposnetkov, zato se naročite na kanal, da ga ne zamudite. Če vam je bil video všeč, nama stisnite like, naročeni ste pa do zdaj že. A ste? Mi dva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje spolno zdravje. Čau!